Moje ime je Tomi Prosnik, sem direktor javnega zavoda Center za mlade iz Ruš. V bistvu osnovna naša dejavnost obsega, da nekako v imenu lokalne skupnosti občine Ruše izvajamo programe in pa skrbimo za infrastrukturo na področju športa, turizma, mladih in pa kulture. Naše osnovno poslanstvo nekako je, da po eni strani poskrbimo za to infrastrukturo, ki je zdaj tudi vidimo, recimo imamo bazen, imamo kegljišče, wellness, fitness, imamo te urbane športe z skateparkom, pump trackom, drsališče po zimi postavljamo. Se pravi, to je neka taka infrastruktura, ki je vsekakor namenjena v prvi vrsti mladim in pa seveda vsem ostalim udeležencem, v bistvu, ki potem nekako lahko se rekreirajo oziroma nek zdrav način življenja na tak način promoviramo. Hkrati s tem pa seveda je tudi te infrastrukturo treba polniti z vsebinami in mi smo na koncu dneva potem tisti, ki poskrbimo, da tukaj z različnimi dogodki, kot so športni dnevi, tečaji, razne izobraževanja izvajamo z namenom ravno promocije po eni strani te infrastrukture in pa tega, kar sem že rekel, zdravega načina življenja, kulturnega udejstvovanja, vključenosti in v bistvu nekak teh vrednot, ki nekak si jih vsi želimo, da jih predamo tudi mladim. In na tak način tudi spostavimo, bom rekel, eno zdravo okolje in pa kvaliteto življenja, predvsem v kraju. Karosa na cviču, zausana bila, i ljubav i sriću, a ja bi ti ja. Mi v bistvu kot za lokalno skupnost v bistvu je tiste ključne programe izvajamo mi. In tukaj recimo je predvsem govora o raznih abonmajih otroških, potem festivale organiziramo, 3 festivale delamo, tudi Kant Fest, recimo en zanimiv festival, kjer v bistvu se predstavljajo Kant avtori, in pri tem imamo že zelo dolgo tradicijo. Festival Letni oder, recimo naš projekt je ravno letos praznoval 20. obletnico, se pravi, da je to že ena taka, bom rekel, utečena zgodba, kjer pa vedno gledamo na to, da probamo čim več lokalnih društev in pa lokalne skupnosti vključiti. Tukaj pogovarjamo se o vseh generacijah, se pravi od otrok z različnimi otroškimi predstavami, z delavnicami do mladostnikov, ki potem v bistvu v okviru programa neke svoje dejavnosti izvajajo od nekih urbanih večerov, recimo skate contestov in takšnih v bistvu projektov in pa aktivnosti, ki jih zanimajo, do društva upokojencev, ki potem sodeluje z glasbenih programov in potem iz tega naredimo eno tako, bom rekel, lepo mešanico, ki je tudi dobro sprejeta pri publiki in pa tudi nekako to tradicijo pelje naprej. Kot sem že omenil, z lastnim vzorom, po drugi strani pa tudi gledamo, da nekako take, bom rekel, že ključne infrastrukturne poteze nastavimo na tak način. Recimo, mi smo se kot javni zavod tudi v svoji strategiji opredelili, da bomo izvajali svoje projekte preko dela drugih. S tem ne mislim, da nekdo namesto nas dela, ampak da ko organiziramo recimo kakršnokoli prireditev, vedno gledamo, da so izvajalci iz lokalne skupnosti, ki so v obliki recimo društev. En živ primer recimo tega je, ko imamo tudi festival Glazerjeve dneve, vedno vključimo osnovno šolo, srednjo šolo, kjer v bistvu za svojim programom se vključijo učenci. Hkrati s tem recimo smo samo pisarno tega študentskega kluba, ki je v Rušah, ki pokriva v bistvu 3 občine, smo nekako vključili v našo pisarno. Se pravi, mi imamo skupaj ene prostore in v bistvu, ko se mladi sami spomnijo, da bi nekaj organizirali, mi potem z infrastrukturo in pa z znanjem in pa izkušnjami, predvsem pa na tem formalnem področju, recimo pridobivanje dovoljenj, postavitev raznih ozvočenj in takšnih infrastrukturnih zadev, ki jih v bistvu potrebuje za to, da nekaj speljemo, smo mi potem v bistvu tisti, ki jim pri tem pomagamo. Skozi to se seveda oni nekaj naučijo in potem kasneje tudi sami peljajo svoje projekte in so neki skupni učinki. Ruše so eno zelo specifično okolje, kar se tiče, bom rekel, že same neke te in etnične in pa, bom rekel, drugačne strukture. Pri nas namreč je v bistvu to bilo eno tako bolj kot ne industrijsko mesto, kjer je v bistvu smo vsi skupaj odraščali v nekem takem, bom rekel, dokaj naivnem, mešanem duhu, če se pogovarjamo tukaj o nekem prostoru bivše Jugoslavije, kjer v bistvu smo nekako imeli zastopane vse nacionalnosti teh delavskih očetov naših, ki so prišli tukaj delati. In smo potem skupaj vsi odraščali brez nekih razlik praktično. Noben ni se niti ukvarjal s tem, kdo, odkot, zakaj je prišel. Načeloma vsi smo bili z istim razlogom tukaj in smo tudi zelo lepo v nekem takem varnem okolju odraščali. Na nek način
institucionalno se nismo preveč s tem ukvarjali, bolj smo gledali na to, da ne delamo razlik med nobenim. Se pravi, vse v bistvu, kar smo počeli ali pa delali v tej smeri, je bilo odprto, vedno vključevalo vse neke in etične skupine in tudi tiste ostale, recimo neke ogrožene skupine, predvsem mladih. Tako da imamo zdaj trenutno eno tako, se mi zdi, da zdravo kombinacijo vseh, ki je zelo tolerantno okolje in se mi zdi, da nekako jih poskušamo z lastnim vzorom pripeljati do tega, ne, da pridejo do nekih smiselnih, bom rekel, udejstvovanj in pa dejavnosti, na kak način preživljajo potem tudi prosti čas in pa vse svoje aktivnosti. Kot organizacija, v bistvu, ki deluje v nekem lokalnem okolju, smo v bistvu malo mesto, 7500 prebivalci, vedno gledamo tudi na to, da nekako poskušamo vsaj našim občanom in pa seveda vsem generacijam, predvsem mladim, tudi odpirati obzorja. To delamo na tak način, v bistvu, da ta nek medkulturni in pa medjezični dialog odpiramo z gosti, ki pridejo iz drugih ali prek različnih Erasmusovih projektov, kjer smo imeli kar dosti izmenjav, do tega, da naše mlade pošiljamo preko Erasmus projektov v druge države, pa seveda v vseh teh naših projektih, v bistvu, kot so ti festivali, vključujemo tudi tuje goste, ki potem pridejo in hkrati s tem seveda za to neko pomočjo lokalne skupnosti in pa seveda teh gostov poskusimo tudi nekako napeljati te neke povezave, ne, ta nek dialog v bistvu tudi z tujimi izvajalci in pa seveda potem tudi prek naših projektov gostimo mlade iz različnih držav. Imeli smo že goste iz Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Srbije, tudi iz Nemčije, severnih držav, ki so preko Erasmus projektov prišli k nam in so tukaj pri nas stanovali seveda in potem skozi neke projekte v bistvu tudi neke rezultate pokazali. Mi smo pa vedno gledali, da so v bistvu gostitelji njihovi pa vedno bili lokalni mladi in to je bila tudi ena taka neko zanimiva, kjer se je ogromno tudi nekih vezi, tudi ljubezenskih konec koncev iz tega izvedlo. Pa vključevanje mladih v različne programe, ki tečejo, je dostikrat odvisno od tega, ali pride iniciativa z njihove strani, ali jim hočeš ti nekaj prodati. In kako dobijo občutek, da jim hočeš ti nekaj prodati, se jih marsikdo umakne. Zaradi tega, ker potem prideš tisti vzgojni element, ki jim že starši doma, ne, pa učitelji, pa ne vem kaj še vsi, bom rekel, ta nek sistem prodaja. Ne. In v bistvu mi vedno gledamo na to, da nekako poskušamo pokazati, da se nekaj da in potem v bistvu nekako skozi to jih vključiti. Predvsem to, da potem iniciativa, ko pride z njihove strani, da je dobro sprejeta in da tudi potem pridemo do tega, da neke stvari speljemo. Kar se pa tiče mednarodnega sodelovanja, predvsem teh Erasmus projektov, mi smo se dostikrat borili, da smo našli, kar je meni bilo čisto iskreno nepojmljivo, kako je to možno, če ponudiš nekomu možnost, da gre potovati. In na koncu smo videli v bistvu, da lokalnih skupnosti, tisti, ki so imeli izkušnje s tem, jih niso delili z drugimi. Tako da zdaj vedno skozi zgodbe, se pravi pozitivne zgodbe nekoga, ki pa se je udeležil recimo enega izobraževanja ali pa enega izmenjave, da potem tudi ta glas probamo razširiti, da ta naredimo v obliki ali predavanja, nekega filmčka ali z nekimi objavami na družabnih medijih, da v bistvu spodbudimo tudi ostale, da je možno to, da vidijo in se potem v bistvu eden drugega nekako potegnejo in začne ta community v bistvu mladcev, ki se udeležujejo mednarodnih projektov rast in kot to vidim, da smo najboljše učinke dosegli. Mladi na trg dela lahko danes, koliko vidim, se prebijajo samo za tem, da pridejo že z nekimi osnovnimi izkušnjami. In tudi, bom rekel, eno ključno se mi zdi, da vsak mlad se mora zavedati, da je pač na začetku nekje treba najprej nekaj dati, zato da boš nekaj dobil. Se pravi, nek svoj čas in energijo investirati v to, da si pridobi neke osnovne izkušnje. Jaz mislim, da vsaka organizacija, vsako društvo, vsaka lokalna skupnost je vesela, ko vidi neko inicijativo in tukaj bi vsekakor na dušo vsem položil, da so oni tisti, ki morajo inicijativo peljati, ne biti v pasivni fazi in čakati, da bo nekdo drug nekaj namesto tebe naredil. Ključno je, da ti prideš z neko idejo in sigurno se bo našlo, vsaj mi se trudimo recimo neko tako podporno okolje imeti, da v bistvu vsak, ki pride z neko idejo, da tudi, če ne drugega, bo dobil odgovor, ampak v tistem idealnem primeru, kar pa tudi imamo ogromno prakse iz tega, da iz tega nastane en projekt, v bistvu, ki ga potem mladi sami peljejo. Rekel, tista taka čisto osnovna oblika so pa prostovoljci, ki jih vključujemo vedno v vse naše projekte, ki z veseljem pridejo potem pomagati, vidijo, na kak način se zadeve organizirajo, na kak način se nekaj spelje, spoznajo izvajalce, goste, vse tiste, ki so nekako v tem in tem potem vidijo prednost, neko ali pa referenco dobijo, s katero potem lahko grejo na trgu dela se k nekomu pohvaliti, konec koncev pa skozi to dobijo tiste ključne veze in pa povezave, pa kontakte, ki jih rabijo za to, da potem enkrat tudi službo najdejo.
Moje ime je Stanko, doma sem v Bistrici ob Dravi, to je kraj, ki je par kilometrov oddaljen iz središča občine Ruše. Z problematiko mladih oziroma delovanjem mladih se seznanjam že kar nekaj časa. Pred leti sem bil zaposlen v javnem zavodu Center za mlade, ki je nekje zadolžen za koordinacijo dela mladih na tem območju. Moje delovanje je predvsem z področja prostovoljstva, s katerim se ukvarjam že kakšnih 20 let, nekje pa lahko rečem skoraj da celo življenje. Ja, na začetku lahko povem, da mladi v samo prostovoljno delo pred leti niso bili kaj dosti vključeni v občini Ruše. To pa predvsem zato, ker mislim, da smo tem mladim nismo ponudili dovolj možnosti, dovolj projektov, v katerih bi se našli in v katerih bi videli potem sami sebi, da bi lahko sodelovali. No, čez leta se je to popravilo in lahko rečem, da danes se lahko pohvalimo, da kar veliko mladih se odloči za prostovoljno delo in sodeluje pri projektih, ki jih izvajamo. Eden izmed takšnih projektov je prav gotovo Festival Letni oder Ruše, ki se je že letos odvijal 20-tič v našem kraju in v katerega smo vključili kar veliko število mladih. Zgužvano srce in misli, kde si sada, s kim si, za bolje stvari ti si. Ponelo me je ponelo, bila si ti savršena po meni. Ponelo me je ponelo, hvala za sve, hvala in ne zameri. Moje ime je Andrej Namiti, prihajam iz Makedonije, sem albanskega rodu in obiskujem srednjo šolo za oblikovanje Maribor. Vključujem se v razne projekte, ki jih organizira Center za mlade Ruše v občini Ruše. In mogoče bi rad poudaril to, da smo v zadnjih 2 letih zelo zrasli oziroma pač postali znani, prepoznavni po novih športnih prizoriščih in površinah, ki so nam na voljo zdaj, seveda v veliki večini brezplačno. Po zimi pač nastaja tudi, se to prizorišče za nami spremeni v drsališče in se tudi radi ob tem družimo. Mladi se zelo radi družimo v nekakšnih, ob kakšni pijači, ob športu, seveda na skateparku recimo, na hokej, tu za nami je hokej, pump track in ob kakšni košarki, pozimi seveda na drsališču. Radi tudi gremo v Maribor s kolesi, ki je zdaj seveda veliko boljše kot včasih. Včasih smo tudi hodili v mesto seveda z kolesi, vendar po cesti. Zdaj so nam pa uredili prav kolesarsko stezo. Recimo za kakšne mlade kulturne vsebine, kot so kakšne zabave in to, moramo seveda obiskati Maribor, recimo Štuk in podobna prizorišča. Vendar opažam to tudi v Rušah, smo začeli z različnimi organizacijami, se postavlja neka nova društva in podobno, ampak nam še pač treba dati nekaj časa in najbrž bomo čez nekaj let tudi na tem področju marsikaj novega naredili. Najbolj pogrešamo v bistvu ravno to mreženje, te izmenjave, rekel, nekih dobrih praks v smislu tega, ker vsak, ki dela v lokalni skupnosti ali pa vsak, verjetno tudi mladinski center ali pa nekdo, ki se s tem ukvarja dostkrat, ko si v tisti izvedbi konstantni, nekako pozabiš na tisti del, rekel, druženja, izmenjave, povezovanja in vsega ostalega. In take mreže se mi zdi, da so tiste ključne po eni strani, po drugi strani pa, ko si v tisti operativi noter, ne najdeš pravega časa za to, da bi še zdaj nekomu odpotoval pa spoznal neke ljudi ali pa povabil nekoga k sebi. In se mi zdi, da bi tega lahko vsekakor bilo še več, predvsem tudi za nas tiste, ki te stvari ustvarjamo, da rečem tako, da skozi neke take, bom rekel, mreže, povezave se začnemo tudi bolj povezovati in tudi neke skupne projekte peljati na tak način. Predvsem pa, kar se pa tiče suporta, bom rekel, države in pa Evrope in pa vseh tistih inštitucij, ki so pristojne, pa je tukaj predvsem se treba birokracije rešiti. Razvoj kritičnega mišljenja pri mladih danes je, vsaj po mojem mnenju ali pa tudi v našem delovanju, ena od ključnih prioritet. Ravno zaradi tega, ker vidimo ravno to poplavo tehnologije, popularnih medijev, informacij predvsem, ki
v bistvu ne vsebujejo nekih pametnih vsebin, več bolj kot ne je vse komercialno usmerjeno in pa v bistvu gre v tem, da nekako zaslužnjuje našo mladino in pa otroke in vsega ostalega. In tukaj spet, bom rekel tak, čisto enostavno princip uporabljamo, da vzori vlečejo, da s tem, ko nekako jim ponudimo neko, ne bom rekel niti alternativo, ker v bistvu za mene je to tista resnica po realnosti, je ta, da jim ponudimo neke take vsebine, kjer v bistvu skozi to potem vidijo, da pa se splača vključiti, da se splača pogovarjati med sabo, da je boljši občutek imajo, recimo, ko nekaj v fizičnem svetu ustvarijo ali pa naredijo, da skozi to potem vidijo, da je nekako je pomembno to in za zdravje mentalno, fizično in kakšno drugačno in tudi nekako se v tem delu izobrazijo. Moja poroka mladima v regiji je otvoreno poziv svima, da nam se pridruže, v biti, da dođu vidjeti ono šta naša lokalna zajednica, naš centar v biti nudi. Imamo od bazena, urbanih športova, klizališta zimi, do biciklarenja, skijanja, znači sve što se tiče športa. Imamo 3 odlične festivale Kantautora, imamo popularni festival Letni oder koji organiziramo tu i uvijek gledamo na to da su svi kod nas dobrodošli, da nam se mogu pridružiti u stvaranju tih ili da dođu kod gosti da nas upoznaju pa ćemo onda vidjeti šta možemo napraviti.